Povejte malo, kakšne situacije. Ja, takole je bilo pri nama, bom jaz povedal, pa iz svoje kože govori, kako sem jaz to pač doživel. Kolikor sem bila strastna, pa vse to, kolikor sem imela rada, lahko tako rečem, pa vse te naklonjenosti en drugega telesne dajava, sva se pa prišla do enega pogovora, ki je pa meni čist vihar v glav naredil in sem mi padel mrak pred oči in sem rekel, shit, kva pa je zdaj to, Oba dva obožujeva to stvar, sem tukaj sva se pa malo zataknila, Pač iz moje glave, da govorim, da je to zame malo predivje bilo, kar je ona meni povedala, in sem jaz to malo na naroben način tudi sprejel od nje. Tako da tudi vem, da sem jaz tukaj malo kriv za to stvar, ki se je tako odvijala. Mi da sem imela res 2 dni, 12 ur na dan boje, besedne boje, nič grdega se nisva rekla, pač pogovori sam. Jaz sem jo zasipal iz vprašanji, malo preveč, ona je pa pač takrat se ustrašila in se je zaprla in ni znala pač meni odgovoriti na vprašanje. Jaz pa tega nisem znal razumeti, zdaj, ker jaz pač, ko mene človek nekaj vpraša, imam jaz pa pravilno vprašanje. Tako mislim odgovor takoj za to, Pa so tudi v bistvu ugotovila za en prepir, da jaz sploh imam blackout cel prepir. To smo včeraj ugotovila, ko sem se malo za nazaj pogovarjala. In pol je tudi pogruntal, mislim, da sem ratala nedosledna pri mojih odgovorih, ampak jaz se iskreno ne spomnim sploh, kaj sem odgovarjala. Je bilo toliko težko. Ko je bilo toliko težko, toliko enih pritiskov in da sem pol sam nekaj ven bleknila, prva stvar, ko sem mislila, da bom s tem ga utišala. Normalno. In zdaj to ful tudi cenim od tebe, da me bolj poslušaš, da dejansko lahko govorim. In sem tudi sama pri sebi opazila, da sem si začela ful bolj tako v globino odpirati tudi zaradi tega. Sem tudi jaz poraj to, pač, da je treba malo bolj po uvinku, da ti pa lepo s tabo dela, da ti kakšno stvar poveš. Ja, pa vse drugače bo cel čas tudi med temi najnim trenji ful nežen, ful prijazen. Tudi mi, da sva v teh moji preteklosti, ne vem, en večer se zmenila, jaz sem šla naslednji dan v službo, nekaj tako. In ko sem pa šla domov, me je čakalo kosilo, solata, tako ful pozornosti, vse. Ampak še pojedla nisem do konca, pa je že začel me napadati. In meni je spet mrak padel na oči in pač sploh menil me tako vse. Tako da ja, bila je konkretna kriza zdaj že pri nama. Ampak ja, sva šla. Dobro sva spalala. Klej sem videla, sva bila komunikativna in da pač se poslušava nekako, še zmer tudi, če jaz mislim, da je ne poslušam, sem jo. Jaz sem pač doma in tak bom ustal, tak sem, tudi če bo prišlo do ne vem kjerga prepira, tudi če bi se da mi odločila konce med nama, jaz sem še zmer isti doma, ne bi še zmer iste stvari zate naredil, kot sem jih pač do zdaj delal. Ja, ti si mislila, da si me zagadila, kako sem ti rekla. Ampak ti si mi dal tak občutek, tudi ko si med unim prepiram na balkon in si mi, ne vem, kaj nekaj požugal, sicer jaz se tega ne spomnim, to si ti rekel, da je bilo, ker pač pri meni je tema takrat, ne? Ja, sem pa raj to polje, prek pogovora, da se sploh nič ne spomnila, kaj si kaj rekla pa to. Da ja, mislim, da smo na dobri poti še zmeri, najen odnos je še zmeri, jaz se lahko še zmeri stisnem, ljubčka dam, ona isto meni nazaj, tako da pač ja, smo odpirala boleče teme, vsaj za mene. Pač tukaj je bilo res zame malo presek, pa malo obodva, to stvar ful rada, sem pač ja, jaz te stvari pač ne razumem, zakaj treba to delati. Ker sem pač jaz žensko telo spoštujem in se obnašam iz njemu pač res, ko pač to je meni nekaj svetega in se ne predstavljam, da bi mogel jaz zdaj se, ne vem, spet se svoje glave izživljati nad tem. Super, me veseli, da sta tudi malo prevzela odgovornost za to, kako sta sama reagirala na neke stvari, ki so se zunaj zgodile. Zaradi tega, ker zelo pogosto se zgodi, recimo, da pri sebi ne sprejmemo nekih dejanj, ki smo jih v preteklosti delali in zaradi tega postavimo takšne obrambne mehanizme okoli in tudi na dejanja drugih ljudi bolj reagiramo podobno obsojajoče, kot reagiramo na svoje dejanje. Se pravi, če sebe obsojamo, potem bomo obsojali tudi druge ljudi. Se pravi, je treba sebe sprejeti, zato da lahko sprejmemo tudi druge. Bistvo nekega partnerstva ni v tem, kako se vedemo, ko smo prijatelji, pa kako se imamo fajn. Bistvo je, da se držimo za roke, pa si izkazujemo ljubezni, ko nam je težko, ko smo skregani, ko je hudo. Takrat je fajn, če potegnemo tisto ljubezen, najdemo nek spoštljiv pogovor. Smo danes videli, da včasih samo napačne besede prizadanejo odnosje, pa še zmeri osebe se pa spoštujejo med sabo. Tako da sta tukaj to res zelo lepo zapeljala, izhajala iz sebe in potem skupaj rasla naprej. Tako da je mogoče že čas, da pogledamo, kako sta se odločila. Mislim, jaz sem tako rekla, imela sva res ful burne zadnje dni. Sem mislila, da sva že na točki, ko pač ne bom mogla iti več nazaj, da va že predčasno vse zapustila, ker je bilo toliko hudo že, sva že bila skoraj pakirala. In čeprav me ful boji, mislim, ful me skrbi, da
nauš mogel sprejeti do konca v bistvu te moje preteklosti pa vsega. Sem se zmer pripravljena poskušati in s tabo ustvarjati nove trenutke in dogodivščine, tako da ostajam. Verjamemo, da kjer je volja, tam je pot, pa da ima doma še kar velikega potrpljenja. Ne pa tako rekel. Vem, da sem daj preoster, to se zavedam že sploh doma in karkoli, vem, da sem tako oster človek, da hočem vse slišati takoj, ne vem, preveč shajam iz sebe zmer. Jaz iz vse svoje glave, zmer mislim, kako jaz razmišljam, da tudi tako drug razmišlja, sam ni to tako. In sem spustil tudi jaz in sem se odločil pač, da jaz tudi ostajam v igri.